Sedaj pa bo prebran referat dr. Mojce Šorn z Inštituta za novejšo zgodovino z naslovom Naši želodci so kakor vrt, samo zeleno plava notri, pomešano z makaroni v vsaki obliki. Prehrana prebivalcev Ljubljane v času druge svetovne vojne. Žal mi je, da vam ne morem Mojca sama prebrati, ampak tako, da se boste morali zadovoljiti z mano, jaz bom pač poskušala nekako zadovoljivo prebrati dalje. Slovenci so vpliv pomanjkanja energije čutili že kmalu po začetku vojne. Do prvih omejitev v preskrbi pa je prišlo maja 1940, ko je bila uvedena uredba o varčevanju z mesom. Določila je 2 dneva v tednu za brezmesna. Na ta dneva mesarji niso smeli prodajati mesa, gostinci pa pripravljali in streči mesnih jedi. Oblasti pri pisanju te uredbe niso bile povsem brezčutne, saj je bilo v mesnicah oziroma gostinskih lokalih na voljo meso perutnice, perutnine in pijačine. Ker se gospodarski položaj v letu 1940 kljub poskusom stabilizacije zaostroval, je Ban Tlačen izdal odredbo o formiranju Banovinskega prehranjevalnega zavoda za Slovenijo v Ljubljani, krajši prevod. Z njegovo ustanovitvijo oktobra 1940 je bilo opuščeno načelo popolne svobode gospodarskega udejstvovanja. Uvedeno je bilo dirigirano ali uravnavano gospodarstvo. Osnovno poslanstvo prevoda je bilo skrb za enotno organizacijo in izvedbo poslov, povezanih s preskrbo prebivalstva življenjskimi potrebščinami. Prve intervencije so se nanašale na pšenico, saj se je zaradi slabe letine močno povečalo povpraševanje po njej. Izdana je bila odredba, ki je med drugim za izdelovanje kruha dovoljevala uporabo le 70% pšenične moke. Ostalih 30 je bilo treba nadomestiti s koruzno. Že prvi dan leta 1941 pa je prinesel nove ukrepe. Izšel je predpis, ki je veleval peko še skromnejšega, tako imenovanega enotnega oziroma ljudskega kruha, ki bi smel biti narejen le iz 40% pšenične moke, 60% iz koruzne. Mnogi Ljubljančani s tem niso bili zadovoljni. Eden je takole komentiral: težko se privaditi na koruzni kruh, zunaj trda skorja, znotraj je kruh vlažen. Ta pekarski proizvod je podoben pečeni poljenti v obliki kruha. Kljub tem uredbam do izboljšanja situacije ni prišlo. Zato že januarja 1941 Banska uprava izdala uredbo o uvedbi nakaznic za moko in kruh. In s 1. februarjem so bile v Dravski Banovini, kot prvi od vseh banovin takratne Jugoslavije, uvedene karte za kruh in moko. Odraslim so vsak mesec pripadali 4 kg pšenične moke, otrokom do 6 let 2 kg oziroma 3 kg, tistim od 6 do 14 let. Delavci, ki so upravljali težka fizičnega dela, so lahko dobili 5 kg moke. Po okupaciji je bila Ljubljana glede preskrbe torej še bolj v kritičnem položaju. Ker je bilo mesto zaradi posledic vojaških operacij odrezano od pokrajine in zaradi nove državne meje tudi od neposrednega zaledja, so morali prebivalci do junija, ko je bil železniški promet ponovno vzpostavljen, živeti od skromnih zalog. Takrat so živilske nakaznice uvedle tudi italijanske oblasti, za racionirano preskrbo pa je bil pooblaščen ljubljanski preskrbovalni urad. Najprej so bili racionirani moka, testenine in riž. Posameznik je mesečno dobil le 1 kg riža in 7,5 kg kruha ali 6 kg krušne moke po izbiri. Sredi julija 1941 je sledilo še racioniranje jedilnih tošč. Posameznik je na mesec lahko kupil 200 g masti, 100 g slanine in 100 g jedilnega olja. Racioniran je bil tudi sladkor. Na mesec ga je lahko posameznik kupil le 0,7 kg. Problem preskrbe z mesom je ostal stvarnost tudi po okupaciji,
zato je bila poleti 41 zelo omejena tudi njegova potrošnja. Kupovati ga je bilo moč le pri točno določenih mesarjih, ki so za svoje stranke preskrbeli knjižice, v katere so opisovali količino prodanega mesa in datum. Avgusta 41 je sledila uvedba mesnih dni. Do spremembe pa je prišlo v začetku leta 43, saj so mesarji meso prodajali le takrat, če so ga dobili. Od oktobra 1941 je bil recepcioniran tudi krompir. Posamezna družina je bila v začetku upravičena do nakupa 10 kg krompirja na teden. Ta nakup je bil mogoč le s posebnimi knjižicami, podobnimi tistim za meso. Aprila je sledila še racionirana prodaja mleka. Dojenčki do 1 leta so bili upravičeni do litra mleka dnevno, otroci od 2 do 7 let do pol litra, otroci od 8 do 10 let do četrtine litra, osebe starejše od 60 let, bolniki in nosečnice tudi do pol litra. Ker pa urad za razdeljevanje mleka ni mogel vedno zagotoviti teh količin, je obroke nižal sorazmerno s prijetim mlekom, večkrat pa je dodelil mleko, ne dojenčko. Po izolaciji Ljubljane z žico februarja 1942 so se razmere pripravljene v mestu, ki je bilo pripravljeno s 1000 beguncev, še poslabšale. Hrana je bilo vse manj, bila pa je dražja. Takole se je govorilo, v mesto ne pride noben živež in zato je silno težko dobiti živež. Cene so strašne. Ljubljančani so vse več živil lahko kupili le z nakaznicami, količine pa so se praktično iz meseca v mesec nižale. Tržnico so v glavnem zalagali okoliški kmetje, do Božiča pa tudi Trnovčanke in Krakovčanke. Nekaj blaga je prispelo iz Italije, nekaj tudi v Lidlje, nekaj tudi iz Gorenjske. Ogromno je bilo povpraševanje po mesu in krompirju. Vsak mesec enkrat so pripeljali krompir. Ob 4 si moral stati, če si hotel biti ob 5, ko je bilo konec policijske ure, pri barakah na tržnici, kjer so ga delili. Ponavadi sem čakal za hišnimi vrati, da na Željako bo odpilo 5, potem sem se pognal v del proti tržnici. Kup divjajočih fantov in punc, stopicajočih starčic in možakarjev s cekanimi sakami je bilo že na pogibja. Če sem dobro tekel in pametno prehiteval druge, sem bil v 4 minutah tam. A na trgu je stala pred vsako izmed 3 barak že debela množica najmanj 500 ljudi. Od kje so se vzeli? So prespali po vežah okoliških hiš ali pa so imeli nočne propustnice? Ob 6 so šele začeli tehtati. Na vsako osebo bi prišlo pol kilograma. Nisi mogel preveriti ne vage, ne prebirati, čeprav je bilo vmes dosti gomoljev, črnih, zmrznenih, puhlih ali že v cvetu. Od konca leta 1944, ko je železniški promet zaradi stalnih zračnih napadov skoraj popolnoma ohranil in nakupi v Italiji in drugod niso bili več mogoči, je ostala prestolnica vezana le na hrano, ki jo uspela pridelati sama, oziroma na tisto, ki jo dobila iz bližnje okolice. Zgovorna slika slabih razmer je bila med drugim glavna tržnica. Takole se pričenja tržni vrvež že prav zgodaj, konča pa se že v prvih dopoldanskih urah. Vsak dan je na dnevnem redu prodaja kislega zelja, odnosno repe. V sredo je bilo na trgu mnogo regrata, mnogo svežih kopriv. Zadnje leto se je vojne za prebivalce Ljubljane, ki so svoje mesto poimenovali kar Revnograd, začelo v znamenju Lakote. Posameznik je bil upravičen le še do 230 gramov živil na dan, oziroma nekaj manj kot 675 kalorij. Kljub velikim dogodkom v svetu pa bi se lahko reklo, da je bila poglavitna skrb Ljubljančanov med drugo svetovno vojno prav preskrba z najvažnejšimi živili. In to je bila tudi glavna tema pogovora. Če pridemo gospodinje skupaj, je vselej glavni predmet razgovora draginja, z vsemi neprijetnimi posledicami in težavami. O drugih predmetih, ki
so bili včasih na dnevnem redu, kakor pust, dnevni dogodki, obleke in moda, se sploh več ne razgovarjamo, ker so postali neaktualni, abstraktni pojmi. Dnevno slišimo doma in zunaj, kaj je z muho, kdaj dobimo karte, zakaj Ljubljana spet nima kruha. Poleg receptov od ust do ust je bilo gospodinjam v pomoč pri kuhi tudi nekaj kuharskih knjig s času primernimi recepti, ki so v času vojne v ljubljanski pokrajini išle kljub temu, da se je založniška dejavnost zelo zmanjšala. Veliko nasvetov glede prehrane je bilo objavljenih tudi v medvojnem periodičnem tisku, v katerem je bilo predvsem vrstic namenjenih tako imenovanih zdravi prehrani. Prvi najpomembnejši napotek si glasi: jej skromno in malo, draga in razkošna hrana sploh ni vedno zdrava. Avtori člankov so poudarjali, da je pripisovanje pretirane pomembnosti vitaminov in besedičenje o tem nemodna muha. Mirili so Ljubljančane, da je zdrava domača hrana, polna zelenjave in sadja in zadošča potrebom človeškega organizma, saj vsebuje vse potrebne vitamine, meso pa so uvrstili na listo nezdravih živil. Poleg splošnih in specifičnih nasvetov glede prehrane so bili stalnica časopisov recepti. Dober in praktičen recept, ki so ga posredovali gospodinje, so uredniki celo plačali. Po 10 let, za kar si leta 1945 lahko kupil na primer kilogram rdeče pese, korenja ali cvetača. Avtori prispevkov so želeli gospodinjam ponuditi najnujnejše, času primerno kuharsko znanje. Takole so zapisali: nabrali smo zlasti take recepte za kuhanje, ki jih danes lahko uporabljamo z ozirom na razpoložljiva hranila in ki ne zahtevajo prevelikih materialnih žrtev. Radi bi tako ustregli našim gospodinjam in jim pri sestavi jedilnika olajšali skrbi. Tudi ti prispevki so gospodinje opozarjali, kako pomembno je kljub pomanjkanju sestaviti ustrezen jedilnik in okusne obroke. Zato naj bi gospodinja poznala tako sestavo živil, njihovo vrednost in pomen za zdravje, kot tudi biološko funkcijo človeškega telesa in njegove potrebe glede hrane. Veliko prostora in besed je bilo namenjenih nadomestkom za osnovna živila, v prvi vrsti za kruh in muho. Kot najpomembnejši dodatek k moki pri peki kruha se je omenjal krompir. Zaradi njegovega pomanjkanja pa so svetovali še uporabo kolerabe, pese in korenja. Pri tem so zapisali: tak kruh ni posebno okusen, da si zdravju ni škodljiv. Boljši je bil tisti, čigar testo so se primešale kuhane buče, fižol, jabolka, suhe kruške in zmlete sadne krupine. Pogosti so bili tudi napotki, kako umiliti pomanjkanje maščob. Veljalo je zlato pravilo uporabljati čim več čebule, česna in začimb, ki izboljšajo okus jedil, da lažje pogrešamo za delo. V času vojne je na pomenu pridobivala predvsem zelenjava, ki so jo priporočali za pripravo različnih samostojnih jedi, zelenjavnih narastkov, zelenjavne žolce, zelenjavnih gulažev, pa tudi prikup. Posebej popularne so postale zelenjavne juhe in enolončnice. V medvojnih publikacijah so tako nanizani recepti za grahovo, krompirjevo, sirovo, kolerabno, špinačno, ohrovtovo, solatno, gobovo, zeljno in koruzno in še številne druge juhe. Za marsikatero gospodinjo je bil privlačen recept za pripravo vojne juhe, za katero je potrebovalo 30 dek oljubljenega krompirja, 8 dek kruha, 6 dek grahove moke, 6 dek ječmina in 2 dekograma masti. Bi bilo mogoče zabavno probati, ne? Močno v uporabi je tudi recept za juho iz kislice in kopriv. V oči bijejo nasveti in spodbude, ki so vabili tudi k pripravi jedi iz riža in testenin. Zaradi njune visoke hranilne vrednosti sta veljala kot nadomestka za kruh in moko.
Čeprav testenine v prestolnici niso bile preveč popularne, so jih bile gospodinje zaradi pomanjkanja drugih živil prisiljene uvrstiti na jedilnik, in to kljub pogostemu negodovanju družinskih članov. Mož ima težko karto in makaroni nam ostajajo, ker nočejo na več grlu. Naveličali smo se jih, je tožila ena od čakajočih. Makaroni so že odlična jed, je ogovarjala druga. Samo na Kranjskem jih niste vajeni. Svoje ime so dobili makaroni prav zaradi svoje priljubljenosti. Ma kaj kari, o kako imenitni, je vzliknil neki Italijan, ko so prišle te vrste testenin v promet. Recepti so svetovali pripravo smokov in narastkov iz makaronov, popečenih makaronov na 101 način, makaronov z omakami in zelenjavo, potici z makaronov. Danes ne bi bilo več pohodovane, če bi mogli malo več makaronov jesti. Gospodinski koledar iz leta 1964 priporoča celo makaronove zvezke. Makaroni skuhaj v slani vodi, sesekljaj, zmešaj s kuhanim krompirjem in peteršiljem, jajcem, moko in nastrganim parmezanom. Poleg nesvetov receptov so v časopisih objavljali tudi tedenske jedilnike, ki naj bi poskrbeli za uravnoteženo 7-dnevno prehrano. Primerjava jedilnikov z konca leta 1939, iz začetka 1941 in z konca istega leta pokaže, da vojne razmere na urednike ob koncu leta 1939 še niso vplivale. Meso je bilo na jedilniku še skoraj da vsak dan. V začetku leta 1941 zaznamuje nekaj mesa na tedenski ponudbi. Že konec leta 1941 je slika povsem drugačna. Jedilnik skoraj da ni več ponujal mesa v tednu. Priporočal je le veliko testenin in rib. Kot smo videli, so prebivalci Ljubljane glede preskrbe živili pestile od začetka druge svetovne vojne velike težave. Večina Ljubljančanov se je, predvsem v zadnjih 2 letih vojne, dodobra seznanila z lakoto. Zaradi enolične prehrane in majhnih obrokov je bilo ogroženo predvsem zdravje nižjih nameščencev in delavcev, se pravi okoli 85% Ljubljančanov. Posledice so se odražale v številu tuberkuloznih obolenj, ki se je grozeče dvigalo. 300% porast od začetka vojne. Veliko je bilo tudi drugih bolezni, značilnih za vojni čas. Glavni stavek, ki si ga je Mojca zbrala za naslov, naši želodci so kot vrt, samo zeleno plavan modri, pomešano z makaroni v vsaki obliki, se je izkazalo glede na to, kar smo slišali, kot dejansko stanje tistega časa. Hvala za pozornost.